Na Rezljevo domačijo, na kateri so pripravili že 9. srečanje likovnikov, smo se odpravili dopoldne, ko so udeleženci zaključevali svoja dela. Pri ustvarjanju smo zmotili mlado akademsko slikarko Kajo Urh, ki se je likovne kolonije na dvoru udeležila prvič. Svojo motiviko črpam s spleta, nekako te fotografije manipuliram, čeprav v tem primeru zgolj vizualno, v nekih drugih primerih pa več fotografij združujem skupaj, ne, in naredim spet neko novo manipulacijo iz tega. Kar počnem na tej koloniji je to, da si vzamem isti motiv in ga dvakrat naslikam. Letos sta bila na koloniji tudi fotograf in mozaicist. Rezultat slednjega je sodobni mozaik, ki poseže v tridimenzionalno formo, sestavlja pa ga okoli 50 različnih materialov. Sledim filozofiji, da v duhu sodobnega časa uporabljam degradirane materiale, ki jih kombiniram z ročno kuhanimi tradicionalnimi mozaičnimi materiali. In uporabljam tudi materiale, ki so tudi v duhu reciklaže neuporabni, torej strjen katran, zavrženi materiali, in dam neko ponovno življenje in jih v tej zgodbi mozaični potem popeljem, da tudi oni zaživijo in povejo še nekaj novega tudi naprej. Letos, ko so zaradi koronavirusa marsikatero prireditev odpovedali, prestavili ali izvedli v manjšem obsegu, so se v strokovnem odboru odločili, da dvorske likovne dni vseeno izpeljajo. Strokovni odbor je imel 3 variante delovanja, tako bom rekel. Ena je bila pač, da izpeljamo z mednarodno udeležbo, druga pač samo s slovenskimi ustvarjalci oziroma ustvarjalci, ki delujejo na slovenskem področju. Tretja je bila pa odpoved oziroma virtualna razstava. Odločili smo se za drugo varianto in smo izpeljali to zadevo. Kolonije so se udeležili umetniki različnih generacij, ki prisegajo na različne tehnike, sloge in interpretacije ter izbirajo različne motive, nam je zaupala strokovna spremljevalka dvorskih likovnih dni, sicer pa umetnostna zgodovinarka. Pa vendarle lahko ob enem takem pogledu na dela, ki so v tem tednu tukaj nastajala, vidimo, da gre za izjemno senzibilne ustvarjalce, ki so ob že zastavljenih avtorskih poteh vendarle našli tudi pot do tega kraja in ga začutili v vsej polnosti. Ob tej priložnosti so izdali tudi katalog, v katerem so letošnji udeleženci podrobneje predstavljeni.